Najprej bom pokazal nekaj slikc. In ni toliko pomembno, a jih razumete ali ne. Ker jih ne kažem zato, da bi jih razumeli. Kažem vam jih, ali pokazal vam jih bom zato, ker bi rad, kot sicer že veste, na vas naredil vtis, namreč vtis z znanostjo. Vse tega ne skrivam, nikoli nisem skrival. Vtis z znanostjo. Zato bom povedal najprej par najnovejših znanstvenih spoznanj. To, da boste imeli en vtis, kaj vse znanost danes zna. Kaj vse vemo in kaj lahko naredimo. In hkrati bom povedal, zakaj je to pomembno. Potem, tako kot vedno, vam bom prikazal, komentiral eno spoznanje. Zelo preprosto spoznanje, ki je šokantno, ki je zelo pomembno. In to bom komentiral na tak način, da boste zagotovo razumeli. Če vas slučajno ne boste, pa reči. To je druga zadeva, kateri bom govoril. Tretja zadeva bo en poseben prispevek k temu, če pa se vedno znova vračamo. Namreč kar načinom prehranjevanja naših pradetkov in naših prababic. In bom tudi pojasnil, zakaj bom to naredil. Ok, to je celotna struktura današnjega srečanja. Zdaj pa najprej spoznanje ob tej sliki, jaz upam, da se vsaj malo vidi, kot rečeno, ni pomembno, kaj natančno je na tej sliki. Pomembno je to, kar bom jaz povedal k tej sliki. Tukaj vidite množico nevronov, eno množico celic, ki se imenujejo astrocyti. To so celice, ki so v vaših možganih. Okay? Zakaj vam tole kažem? Tole vam kažem zato, ker je slika vzeta iz nekega znanstvenega članka, ki dokazuje, kako pomembno je za vsakega človeka, da ima reden ciklus dnevnih in nočnih aktivnosti. Ali pa po domače povedano, da po noči spite, da spite vsaj 8 ur in da je ta spanec neprekinjen. V vsakem človeku namreč obstajajo celice, v možganih so, da tukaj je prikazano, ki nadzorujejo take ritme, dnevne in nočne. Kdaj smo budni, kdaj smo zaspani, kdaj bomo spat, koliko časa spimo. In dobro je, če so ti ritmi približno vedno enaki. Če jih ne prekinjamo, vsaj ne pogosto. Ta slika je zanimiva zaradi tega, ker par let nazaj bi bilo zelo težko jo narediti. Ker nismo še imeli dovolj zmogljivi naprav, da bi lahko videli te celice, ki vplivajo, kot sem prej rekel, ki nadzorujejo
te naše ritme. Zato je zelo dobro, zlasti se reče, človek nima dovolj spanca, ali pa če noč ne more spati, ali pa če se kaj takega dogaja, da pač prekinja njegove ritme. Pomisliti na to, kaj se dogaja v naših možganih. In kot vedno znova rečemo, na to, kar se dogaja v naših možganih, vsaj do določene mere lahko vplivamo sami in sicer z hrano, ki jo uživamo. To, kar tej smisli. To je še ena raziskava, vse veste, jaz vedno znova najprej pokažem članek, ki se je vzeta, ki sem ga prebral, vam ga ni treba prebrati, ni treba, da sploh veste, kaj natančno v tem članku piše. Jaz sem vam pokazal še eno sliko, da imate dve celice, ki so del vašega imunskega sistema in to je zelo pomembno, zato ker je to obramba pred bakterijami, virusi in tudi napadalci mikroorganizmi, ki se lahko znajdejo v vašem telesu, oziroma ki tam so. Zato je zelo pomembno, zelo dobro, zelo koristno, kdaj narediti kaj dobrega za imunski sistem. In vsaj z hrano lahko do določene mere pomagamo tudi lastnemu imunskemu sistemu. No, ampak drugo, bolj potrebno, kar vam zdaj hočem povedati, je pa tole. V telesu lahko nastanejo tudi celice, ki jih tam ne želite imeti. Naprimer tumorske celice, recimo rakaste celice. Vsako leto umre za rakom veliko ljudi in tega nihče ne želi, prav gotovo, da ne. No in sodobna znanost zmore programirati oziroma spreminjati te celice, te bele celice, ki jih imate v telesu. Lahko jih vzamemo iz telesa, lahko jih spremenimo, genetsko jih spremenimo in vrnemo v telo. In sicer tako, da celice, ki imajo zdaj genetsko spremenjen genom, v vsake celici je celotni genom, ima torej spremenjenega in ta celica proizvaja nove, zelo natančno določene beljakovine. Te beljakovine so v bistvu receptorji, na površini celice so, in s pomočjo teh beljakovin, te celice, celica, ki je del imunskega sistema, prepozna, recimo tumorske celice, to so celice, ki jih nočete imeti v svojem telesu, jih prepozna in napade, ker je ta celica del imunskega sistema. Jih napade. Se pravi, mi jo v laboratoriju programiramo tako, da prepozna, to so antigeni, to so pa beljakovine, ki jih ima tumorska celica na svoji površini. Pravi, ta celica pride mimo nje in jih prepozna. Tumorska celica prepozna in potem jih napade. In napad izgleda natanko takole. To so celice vašega imunskega sistema. To je rakasta celica, to je tumorska celica, ki jo nočete imeti v svojem telesu. Ta celica, kot sem prej pokazal, prepozna to celico in jo napade. To je recimo zelo preprost princip sodobnih načinov zdravljenja, ki bodo v prihodnosti vse bolj pogosti in se bodo izpopolnjeni, zdravljenja recimo raka, oziroma drugih celic, ki so škodljive za vas v vašem telesu. To je samo za ilustracijo, kaj zmore sodobna znanost. To vam pripovedujem tudi zato, ker ljudje velikokrat rečejo, da in so prepričani, da je to res, da se lahko po naravni poti zdravijo, ali pa da lahko na naravni načine zdravijo kakšne bolezni. Kar je do določene mere sicer res, ampak mi danes živimo v svetu, v katerem znanost pomaga telesu, da je še boljše, kot če bi ga pustili, da bi delovalo po svojih naravnih zakonitostih. Upam, da to razumete. Se pravi, znanost lahko pomaga našemu imunskemu sistemu, da je še boljše v boju zoper bolezni, kot bi bilo brez znanosti.
zdravljenja, na katere prisegajo nekateri ljudje. Zagotovo ne. Do določene mere je to redo in fajn, ampak zame je veliko pomembnejša znanost, ki zna spreminjati, recimo, take celice, kot sem prej rekel, ki jih imate v svojem telesu, recimo bele krvničke, da jih spremeni tako, da hitreje in lažje prepoznavajo tudi tumorske celice in da jih uničijo. In če imate v svojem telesu, recimo, tumorske celice, jaz verjamem, da se boste zanašali na znanost, ki vam bo povedala, kako jih premagati, ne pa samo na naravna zdravila, na katere prisegajo nekateri. To sem vam hotel tudi pokazati, ker tukaj zagovarjam znanost. Upam, da ste kaj od tega razumeli. Torej, znanost nam pove, kako lahko pomagamo vašemu telesu, da bo boljše, da bolj učinkovito v boju zoper mikroorganizme, tumorske celice in vse ostalo, česar v svojem telesu ne želite imeti. Okay. No, to je glede tega prvega dela, glede pomena znanosti. In hvala Bogu, bo znanost jutri še boljša in potem bo še boljša in še boljša in še več nam bo povedala in nam pomagala in mislim, da je to kar fajn. Zdaj pa gremo k naši priljubljeni temi. Ja, veste, vedno znova je to treba govoriti. Ljudi se ne prime. Ljudi se ne prime, ne primejo spoznanja, kako veliko škode delajo svojemu telesu s sladkorji. In danes bomo povedali še, prosim, Maj. Mislim te reči, če ti ješ sladkor, ker je recimo v sadju, da s tem pomagaš, če pa ješ sladkor, ker ni glih ker ni prav, da ga jemo, s tem pa lahko škoduješ, ali kako? Ne tako, to hočem reči. Natanko to, ja. In danes bomo še eno šokantno novico povedal. Šokantno novico, ki je tukaj v naslovu tega članka. Ta članek je bil objavljen septembra leta 2016, se pravi pred približno pol leta. Odkrili so namreč raziskovalci, novinarji, odkrili so, kako industrija, ki izdeluje sladkor, sladko hrano in sladke pijače in tako dalje, kako industrija že pol stoletja plačuje, veliko denarja daje znanstvenikom, da ponarejajo svoje raziskave. Da delajo svoje raziskave tako, kot piše tukaj v naslovu. Prav, zadnjega pol stoletja industrija sladke hrane, če lahko rečem, sladkih pijač, plačuje, potihem seveda, da se to ne ve v javnosti, plačuje znanstvenikom, da so preusmerili pozornost od sladkorjev k maščobam. Češ, da so maščobe krive za toliko debelosti, kot je pač je med ljudmi. To je zadnjega pol stoletja sistematično vedno znova objavljajo novice, spoznanja, izsledke raziskav, češ, da so nevarne ali pa problematične maščobe. Kot da je uživanje maščob odgovorno ali pa krivo za kopičenje maščob, recimo v človekovem telesu. Kar je delno, ampak samo delno res, vendar so preusmerjali pozornost od pomembnejšega dejavnika za razvoj debelosti in to so sladkorji. Okay? To je ena od takih raziskav. To je druga, ki je bila objavljena v istem času, pol leta. Druga raziskava za poročilo, ki potrjuje to, kar sem ravno kar povedal.
da plačuje torej industrija raziskovalcem, to so ogromni denarji, ki jih industrija da raziskovalcem, da seveda dokazujejo in obveščajo javnost o tem, kar hoče industrija. Zakaj? Da bodo ljudje čim več njihovih izdelkov kupili. Ok? Se pravi, industrija izkorišča znanost, da dokazujejo, pod narekovaji seveda, kako koristna je tista hrana, ki jo izdeluje industrija. In seveda, znanost ima kar velik vpliv na ljudi. Ljudje pogosto verjamajo, da če znanstveniki dokažejo, da je nekaj recimo dobro, pa koristno, pa zdravo, da verjetno tako tudi je. In potem seveda tiste stvari kupujejo. Naprimer, sladko hrano. Dolgo časa je veljalo, vi ste premladi, da bi se tega spomnili, jaz nažalost nisem več to razumel. In jaz se spomnim, kako se je med ljudmi širilo spoznanje, oziroma navidezno spoznanje, kako dobro je, če otroci jedo sladko hrano. Znanost je dobesedno prek medijev, prek televizije, prek časopisov, prek revij, prepričevala starše, naprimer, da je čist fajn, da je čist koristno, da je čist dobro, če njihovi otroci pojedo veliko sladke hrane, oziroma popijajo veliko sladkih pijač. To je bilo neverjetno, res, to je bilo prav osupljivo, verjetje, da sladko hrano ni nič narobe. Če je kaj problematičnega, so to maščobe. Maščob se treba izogibati, v sladke hranje ni problema. In to se v tem širilo zadnjega pol stoletja. In največjo korist od tega je bila industrija sladkih pijač in industrija procesirane hrane, v kateri je ogromno sladkorja. Procesirane hrane, to je tista hrana, ki jo kupite, ko greste kupiti v trgovino, ki je že na pol ali pa na 3/4 narejena. Da samo vzamete iz vrečke pa pojeste, ali še pogrejete pa pojeste. To je visoko procesirana hrana, ki so jo izdelali, naredili so jo v tovarni in dodali ne samo veliko sladkorjev. Zdaj vam prikazujem naslov še ene knjige, ki jo je napisal prejemnik najvišje novinarske nagrade, Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke, ki v tej knjigi, to je res jajna knjiga, super dobra knjiga, ki v tej knjigi spregovori, kako spet, industrija desetletja dolgo plačuje znanstvenikom, da, kot sem že prej dvakrat rekel, dokazujejo, narejajo, spreminjajo in tako dalje rezultate raziskav, da je ta ista industrija nemoteno dodajala, tukaj imate lep izraz, kako je industrija domnevno v imenu znanosti spreminjala količine sladkorjev, soli in maščob v hrani, tej procesirani hrani, ki jo kupite v trgovini. In mislite, da je noter samo meso ali pa kaj drugega, kar ste kupili, župca ali pa jogurt in tako dalje, niste pa bili pozorni ali niso bili ljudje pozorni, koliko je noter dodanih soli, koliko je dodanih sladkorjev, ki nimajo tam kaj iskati, ampak so to dodajali, in maščob. Zakaj? To je res krasen izraz, zakaj so to dodajali? Soli, sladkorje in maščobe. In to še danes počnejo. Da vam boste misliti, da so denehali. Še vedno počnejo. Da bi, tem je nekaj res,
kako bi rekel, psihološko vzeto pokvarjenega. V tem je res nekaj pokvarjenega. Namreč, da bi optimizirali. Pazi zdaj kaj. Da bi optimizirali consumer bliss. Zdaj, če znamo angleško, ne znamo, potem vemo, da gre za vpliv na potrošnika, da se bo počutil vedno bolj bliss. Blaženega, tako je, bravo. Da se bo počutil blaženega. Zdaj, oni to delajo zato, da bi prepričali ljudi, da je to njihovo dobro. Da dodajajo sladkorje, sol in maščobe hrani, da se bi počutili čim bolj blažene. Zdaj, da bi bilo čim bolj prijetno, da bi bili malo zadeti od te hrane, da bi čutili ugodje, da bi preprosto čutili dober okus in da bi rekli, koliko je ta hrana, procesirana hrana, koliko je to dobro, koliko se jaz dobro počutim, ko sem to hrano pojedel in hvala Bogu, da imamo tako industrijo, da dodaja vse te substance hrani. To je njihov cilj. Vse njihov cilj je, da potrošniki čim več take hrane kupijo. Čim več. Zato spreminjajo, če bi gledali recimo količine sladkorjev, maščob in soli. V 50-ih letih, prejšnjega stoletja, v 60-ih, 70-ih in tako naprej, videli, kako to spreminjajo na podlagi domnevno znanstvenih raziskav, ki naj bi ugotavljale, kaj imajo potrošniki najraje. Potrošniki nenehno sprašujejo, katera hrana jim je bolj všeč, katera jim je manj všeč, katero bi večkrat kupili, katero bi manjkrat kupili. To nenehno delajo ankete, da bi znanstveno ugotovili, kaj je ljudem všeč, in seveda potem na podlagi teh raziskav spreminjajo razmerja soli, sladkorjev in maščob v krvi, da bi bili potrošniki čim bolj zadovoljni. In seveda krog se sklene, ker so potrošniki zadovoljni, kupijo več takih izdelkov, ker kupijo več takih izdelkov, jih industrija naredi še več, in potrošniki jih kupijo še več, in industrija jih naredi še več, in to se v neskončnost vrti in kopiči in povečuje število bolezni, pa seveda tudi. Kaj ti? Mislim, da je tukaj nekje to podčrtano, ali tudi če ni. Mislim, da je, tukaj vidite, je podčrto, sem naredil domačo nalogo, da je ta trio maščobe, zlasti nasičene in transnasičene maščobe, sladkorji in sol, jih imenujejo tudi the evil trio, zlobni trio, zlobni trojček. To je edini izraz, ki si ga velja zapomniti. Zlobni trojček, soli, maščobe, sladkorji, ki jih dodajajo, čeprav ne potrebe, procesirani hrani, tisti hrani, kot sem rekel, ki jo naredijo v tovarni in jo potem kupite v trgovini že praktično narejeno. Ok, to je zlobni trojček. Ta izraz je kar fajn. Če se zapomnite in če boste šli kdaj v trgovino, in najbolj boste šli, je kar fajn, če pogledate, vsaka hrana mora imeti na embalaži tudi napisane sestavine. In samo pogledajte, koliko zadaj piše o tem zlobnem trojčku, koliko je sladkorjev, koliko je soli in koliko je maščob. Ker to mora pisati. Samo pogledajte, samo preberite, boste videli 100 gramov hrane, koliko je tega in vas bo kak. Prosim. V medu, ko je kopara, piše sladkor, da pojem 80 gramov sladkorja. Zdaj, seveda, v medu bi človek pričakoval. Seveda, zato ker je med, ki ga naredijo čebele, oziroma se čebele ne naredijo meda, ampak vseeno, naredijo sestavine. Če bi hoteli kupiti iz panja vzeto, brez vmesnih postopkov, tisto, kar so čebele naredile, pa bi zbirajo čebeli, druge sestavine čebele
ne nabirajo medu, to ko se reče, cvetni prah nabirajo in tem naredijo nekaj, kar seveda čebelar spremeni v med in on dodaja ogromno sladkorja. Zakaj? Zato, da je cenejše. Ker če bi vzeli pan, tako kot recimo medved v gozdu. Medved v gozdu najde svetovje, ki čebele pač to počnejo, kar pač ne počnejo, in on preprosto zraven pride in vzame. Zagrabi pan in se potem sladka. Če bi čebelari delali isto, bi bil ta pan tako drag, da ga bi redko kdo kupil. Zato on razredči tisto, kar čebele naredijo, doda ogromno sladkorja, to pa piše na embalaži, in vi mislite, da jeste med. V resnici je tam noto zelo malo medu. Hrana je to cukr. Tako je. In se je potem to cenejše in ljudje kupijo in reče, koliko je ta med dober, ne da bi vedeli, da v glavnem je sladkor, ki ga je čebelar dodal, da je cenejše, je več prodal, ne? Ker tisti en pan, veste, ali pa ima svetovje, ko vzamete, to je toliko je. Od tega čebelar tako živi. Daš enega, to je vse. On iz enega naredi potem 10 različnih kozarcev, pač te hrane, kako že je, in ja, imaš prav, dodajajo se tako. In to je svojevrstna prevara. Svojevrstna prevara. Sicer zdaj piše, da je to dodanega sladkorja, ampak ljudje, če ne pogledajo, kaj zadaj piše, in številni ljudje še vedno ne pogledajo, kaj zadaj piše, vidijo samo napis med. Super, da je med je dober, je zdrav in tako naprej. Sej med je res tak. Da tam noter zelo malo medu. Ne, procesiran. Ja, tako je. Tiskal res, imaš kar čebelice, ali to prime na bele, pa to vzameš. Isto, okej. Torej, zlobni trojček. Zlobni trojček. In ko boste, če boste, spet kdaj v kakšni restauraciji, ali tako že, boste naredili kavo ali pa čaj, se spomnite, da tja noter ne rabite čist nič od tega zlobnega trojčka dati. Nobenega sladkorja tja noter ne rabite dati. Samo to se spomnite, ko boste šli spet v kakšno restauracijo. Ali pa tudi, če ne boste šli v restauracijo, če ste doma, naredite čaj. Jaz enega zrnca soli, ne soli, sladkorja ne dam. Ker ni čist nobene potrebe. In tukaj, če bi prebrali, pa bom jaz prebral za vas, ker sem si počrtal, tukaj vidite, piše še nekaj. Ko govorimo o zlobnem trojčku, vidite tukaj. Ta zlobni trojček v prehrani naših prednikov, pradetko in prababic in pradetko in in tako naprej, tako nazaj. Ta zlobni trojček tukaj piše, v naši evoluciji, torej v naši zgodovini, ni imel nobene vloge. Nič. To je sodoben trojček, to je v sodobni hrani je ta trojček, ta zlobni trojček. V naši detki in babice bila nazaj, so to jedli zelo redko kdaj, zelo malo tega so jedli. In ni naključje, ker tudi ni nobene potrebe po tem. Torej, upam, da sem malo ilustriral, kakšno vlogo ima danes industrija, ki procesira, ki predeluje, obdeluje hrano. Prosim. Moj oči je tudi čebelar in tudi prideluje tudi med in je tudi nabiramo tudi med iz parnika. Ja. In imam rada med in izkušnja sladkan z medom. Super, ker med je res v redu. Ja. Med je res v redu, za domače sladkorje pa malo drugače. In domači med imamo. Če vi želite med, lahko vi kupite. Ja, hvala. Če želite.
Ja, jaz med glavno ne jem, zato ker je, kot sem prej povedal, ker sem sladko noter, ampak hvala vsem. Ni tako preveč sladko. Ja, nismo tega, kako se sladkorje. Torej, v naši evoluciji smo videli naši predniki, se s temi kaj dosti so srečevali, mi se danes srečujemo pogosto. In seveda je sorazmerno žalostno, da ljudje, tudi prej sem to slišal, grejo v restauracijo, grejo nekam že, narečejo kavo in potem dodajo sladko in rečejo, sej to ni več kakega. Pa je. Pa je. Samo da tega ne vejo. Ali pa si tega nočejo priznati. Jaz ne vem. Ampak je. Namesto tega visoko procesirane hrane. Tako je. Predlagamo nekaj drugega. Naši predniki procesirane hrane v glavnem niso niti mogli jesti, ker ni bilo industrije. Ni bilo toliko tehnologije, da bi sploh lahko procesirali hrano in dodajali maščobe in tako naprej. Torej, to je pa zdaj še tretji del tega današnjega srečanja. Pred časom, ko sem se pripravljal na tole predavanje, sem pripravljal izvrstno knjigo. Res, to je tale. Bom takoj povedal, Maja, kaj piše na naslovnici te knjige. Ne biti, pa ne učaka na Maja. Ja, vse bom povedal, kaj piše. Torej, ta knjiga najprej bi rad to poudaril, res, ampak res izvrstno. Vam ni treba prebrati, ker sem jaz prebral na mesto vas in vam bom povedal par stvari o tem, kaj piše v tej knjigi. Torej, ta knjiga je namenjena, to je študija. To je študija, oziroma v znanosti rečemo temu metaštudija, to preprosto pomeni, da so v tej knjigi izbrani izsledki znanstvenih raziskav. Ogromno izsledkov znanstvenih raziskav je tukaj izbranih in komentiranih. In lepo urejenih, jaz sem vam pokazal par tabelc, samo par, ker je ogromno noter, toliko, da boste dobili en tak vtis, kaj je tudi v tej knjigi. Sam kaj tukaj gor piše. Kaj pa tukaj piše? Tukaj piše, da se bomo v knjigi srečevali z, mogoče naslov celo ni najboljši, ker ne samo, da so z dodatki, prehrambenimi dodatki, so prehrambeni dodatki. Prehrambeni dodatki, dodatki k hrani. Čeprav ni res, v knjigi je tudi veliko študij o hrani kot taki, ni samo o dodatkih. Okay? Ampak o tem bom še bolj kakšno povedal, se pravi, gre za prehrambene dodatke k hrani, ki so po svojem izvoru rastlinski. To so rastlinski dodatki, oziroma so. To je knjiga o rastlinah, to je knjiga o molekulah, ki so v rastlinah. Najrazličnih rastlin, to je ogromno, pravi rekli, teh študij, ogromno rastlin je prikazanih, jaz vam bom pokazal ene par. Vse skupaj je pod naslovom naravna hrana. To, kar vam zdaj povedal, je bil pomemben del prehrane vaših dedkov in pradetkov in prapradetkov in prababic in praprababic in tako dalje. Okay? Ker so pojeti veliko hrane rastlinskega izvora. In to je knjiga, ki prikazuje torej celo množico rezultatov, raziskav in jih dobite tako pač na platni, tako rekoč, treba je samo prebrati, pogledati in videti, wow, kaj vse vemo o prehrani rastlinskega izvora. Vemo pa res veliko, ampak res ogromno vemo. Okay. In ker ogromno vemo, je čist v redu, če recimo to preberemo in potem s tem kaj naredimo. To je čist v redu in ni prepovedano. No, jaz sem vam par stvari povedal iz te knjige. Samo ene par. Okay. Ne preveč, lahko se naslonite nazaj, tudi če boste pol tega pozabili na čutka, priplite pasove, zdaj bomo vzleteli, to je modro,
temperature so ugodne, zračni tlak je tudi v redu, tako da čisto lepo mirno bomo zdaj vzleteli in par stvari vam bom povedal. Jaz sem zelo užival v branje te knjige, moram reči. Prav osebno je, tisto stopno je to dobro, ker so izvrstni rezultati. Evo, zdaj pa par stvari, samo ene par. Tole je ena od takih schem, recimo zelo številka 1, prikaz za vse, številka 1, ni važno. To je toliko dobro, dragi moji. Kaj tukaj vidite? Od spodaj navzgor se bere schema, od spodaj navzgor, piše, a ne, vsaka hrana, ki je bolj proti vrhu, je bolj pomembna. Zelenjava. Ja, zdaj bomo pa pogledali, kaj, bomo detajle po slovensko, da se bomo lepo umirati. Se nikar ne ljudi, let je miren, avtopilota v globu tu, letala. Mislim, da stopimo nazaj, smo brez krvi. Benih lift ni, grom strela, nič od tega ni, napoved je dobro tudi. Torej, jaz vam samo par stvari povedal, kot rečem. Vidite, tukaj čisto na vrhu. To sicer ni hrana. Jaz bolj dodatek, ker tega ne morate kar jesti. Čisto na vrhu je česen. Jaz vam težko zdaj na kratko povem, katere vse molekule so v njem in zakaj so dobre. Ker bi nas to do večera tukaj zadržalo, ampak to bi bilo malo preveč. Samo toliko ne vemo, nič drugega. Čisto na vrhu je česen. Fenomenalna hrana, dodatek hrani, če hočete. Takoj pod, se imamo tudi slikce, če slučajno kdo ne ve, kaj je česen, pa je da česen. Okay? Česen, čisto preprosta, skromna rastlina, ampak oziroma to plod, ne, super, super zadeva. Sam ljudje včasih rečejo česna, pa že imam jedo, ker ne bo pol smrdeli z ust. To včasih rečejo, To so pa čigumije. Je da primer, evo, ni razloga, da ne bi jedel česna. Sploh ga ni, dobrega že ne. Ko se sprej za usta. Ali pa tisto, ja. Ali pa kaj tretjo, ja, še tudi, ne. Pravi, dobrega razloga, da česna ne bi jedli ni, je pa ogromno dobrih razlogov, da bi ga jedli. To je tudi na vrhu te scheme. Okay? Naslednja, če gremo tukaj po vrsti, je, dragi moji, preprosto skromno zelje. In slučajno, če ne ve, kako to zgleda, evo ga, zelje. Čisto preprosto. Ja, in tleh je veliko, predelate jih ogromno, skratka zelje. In v tem velja pripomniti, da iz zelja, recimo, naredite najrazličnejše, ni treba, da ga kar jeste surovega, čeprav ga tudi lahko. Narežete ga, načopate ga, Kako? Noter date česen. Noter date, recimo, česen in evo ga, pojedina. Ja. Malo ga operemo. Operemo ga pa ja, pa zemljo stran damo, pa črve, pa ure, ja, to damo stran. Tako da, če prišli daj na nivo, ni treba kar popasati ga. Ne rabimo beljakovinskega dodati. Ne, ja, samo malo vodice, malo operete, ja, ok, to ja. Ok. To je zelje. Čisto preprosto zadeva. Zdaj, jaz ne vem, kolikrat vi jeste, recimo, zelja, kislo zelje, recimo s česnom. Jaz ne vem, ampak, naprimer, jaz ga velikrat. Ampak res velikrat. Skoraj. Ni čisto vsak dan, ampak skoraj. Ker imam post, seveda pa tudi ne. Čisto vsak dan. Torej, rekli smo česen in tako naprej, in zdaj pa še nekaj, dragi moji. To je pa po slovensko, to je še zelje? To je soja, pardon, še nismo prišli do likvidice, to je soja. Čisto prosto, soja, to je zelo skromna rastlina, soja, fenomenalna hrana, izvrstna, ste videli, čisto pod vrhom je. Soja beans, gledajte. Likvidice se bomo takoj zdaj pogledali, no, soja je tamne dol in evo jo, likvidicija, na četrtem mesecu se ne dam naškodila, v bistvu je na tretjem, da se zmotil.
Na tretje mesto. To je rastlina, ki jo zelo malo ljudi pozna. Zelo malo. Stara, dobra, klasična rastlina likelicija, se imate iz grščine likelicija, je pa to golostebelni sladki koren v slovenščini. Golostebelni sladki koren. In samo za dodatek, ali pa za ilustracijo, pa zredil temu, o čem smo prej govorili, pa k temu, o čem sem že večkrat tudi rekel. Namreč v tej rastlini, tukaj vidite, je glicilizin, je spojina, ki je bolj sladka od namiznega sladkorja. Če se spomnite, velikokrat sem vam rekel, da rastline kopičijo sladkorje, zato ni nobene potrebe, da dodajate sladkor, ker ga je tam veliko. Tukaj vidite lep primer tega. Glicilizin je bolj sladek od sladkorja, tega namiznega. Prosim. Ali je to dobro? To je mega dobro. Se vidite, ta rastlina je na tretjem mestu. Čist pod vrhom, likelicija je to, čist pod vrhom. Profesor, a mi boste lahko to povedali po predavanju? Povedal bom kaj? Ja, pač to, za to. A ja, Justin, kaj, če si pozabil? Seveda bom. Seveda, ni problema, dragi moji. To pripovedujem med drugim tudi zaradi tega, ker velikrat ljudje rečejo na kakšnih takih predavanjih, kot je tale češ, Rutar nam je prepovedal celo vrsto hrane jest, ogromno hrane, ne smemo jesti, kaj nam to boljše ostane. Tukaj vidite, to si nisem jaz izmislil. To so izsledki raziskav. Jaz samo sledim temu, nič drugega, samo domačo nalogo sem naredil. Torej, soja likelicija, ne bomo šli čisto do dna, ker je tega preprosto preveč. To je zelena, ne vidi se sicer najbolje, ker imamo preveč sotla, nič hudega. Zelena. Je na čuda, petem mestu se vseeno. Potem vam bom pokazal še, vidite, tole hrano vam še pokažem, pa ne bomo večkrat bomo predale šli, ker tega res veliko. To je pastinak. To je še en koren, pastinak. Ampak, a veste, kaj je najlepše pri tem? Taram! Dragi moji, vaši prapradetki in vaše praprababice so tega pojedli veliko, zelo veliko, poleg repe. Poleg repe, piše. Poleg repe in, torej pastinaka, tudi zelja seveda so, prosim, Prapradedu. Ja, to so jedli naši prapradetki, praprababi. Pol ga je pa izpodrinil, ker tukaj ni bilo, ker bi šel iz Amerike. Prinesli so ga ljudje, ki so šli tja, ki so v Ameriko, potem ste leta so potem prinesli v morje, ker kaj ni bilo, mi nismo poznali v Evropi, so jih prinesli sem in so jih začeli sediti na veliko in tega do potem toliko, da je počasno recimo ta hrana z krožnikov izginila, ker je pač bil krompir ljudem očitno, lažje ga je bilo predelati, več ga je bilo, bolj bi všeč, kaj pa je svem, zakaj, ampak v glavnem pastinak je izginil, vendar, če bi danes, recimo, jaz sicer ne upam niti pomisliti na to, ampak, a veste, takoj, Anja, če bi, na podlagi vsega tega, kar sem povedal, naredili samo enkrat na mesec večerjo, ali pa kosilo, naprimer, tako kot so naši pradetki in prababice, kar bi pomenilo repe, ali pa zelja, pa velik česna, ali pa recimo tale koren. To bi bilo prav zanimivo, resnično bi bilo zanimivo. Zakaj? Zato, ker je ogromno ljudi, ki teh izkušenj sploh nima. Ker tega v glavnem več ne jedo. Ampak še naši pradetki so to jedli. In to a lot, veliko. Se vidite tukaj, poleg repe, eno izmed glavnih živil, to ni bilo nekaj redkega, sem pa tja, ne, to se je jedlo pogosto, na veliko. Naprimer, in če je bilo to zanje dobro, jaz res ne vem, zakaj ne bilo dobro tudi za nas, s tem, da sodobne raziskave potrjujejo, da je ta hrana čist na vrh. Te piramide, ki sem jo prej pokazal. Torej, naši pradetki in prababice brez raziskav.
brez znanosti, ker takrat sploh ni bilo, so vedeli, koliko je to dobro, zato so tega tudi veliko jedli. Mi smo pa zdaj bolj pametni, pa hodimo v glavnem procesirano hrano kupovati v trgovino z maščobami in sladkorji in soljo vred. Okay? Število določenih obolek pa rast lahko in ja, pa se začutim, kaj pa narobe, se mi to mi paš, ja, pa se mi se nič tazga, se sem čist malo, pa sam enkrat me žblijo. Profesor, v bistvu vse krivulje sta usporedni. Več cukra, več hitrejšega odmeranja. Seveda, ker je potem večja navarna za diabetes, večja navarna za inflamacijo, za umetne stanje in tako dalje, za skizofrenijo, za... Vse se prekriva. Prodaja zdravil. In seveda bomo pa zdravila, tako da se hkrati zdravimo. Najprej se malo zastrobimo, pa se pogremo zdraviti. Ja, ok. Prosim, ja, Anja, hoče nekaj reči. Ja, kaj pomeni pastinak? Pastinak je tole, lej. To je tale koren, to je tale rastlina. Kako? To me zanima. Ja, to. Tole, kar tle vidiš, to je pastinak. Aljav krompir. Okej, Aljav koren. Koren, vidite tako obliko korena, malo še malo zelenjave, potegneš iz zemlje pa ješ. Kako korenje, repo, dobro, malo bereš, to, ja. Roškar, ja, črne daš pa vse. Ja, že malo bi jakovin. To je pastinak, to so naši predniki jedli veliko tega. Ja, res. Mi do danes te besede po moje sploh, aj kdo poznal to besedo, bote iskreni? Ne. Ok, razen dijani, niste, ne? Toda pogosta hrana, ne to dolg časa nazaj. Ja, evo, zdaj nam bom samo še par takih schem, neč to lahko zapte, še zmerno mirno letimo, avtopilot je, sonce sije, tako da ni treba, ne, samo to, da gremo malo skozi, a ne? Kako take raziskave izgledajo, oziroma kako izgledajo izsledki raziskav, izsledki. Veste, zelo pomembno je, recimo, to je samo za paradižnik sem izbral, če slučajno to ne ve, kako paradižnik zgleda, veste, dobro, se nisem hvala biti izsledki, to je paradižnik, no, recimo v paradižniku je med drugim trajna molekula obstaja, ki so glikopen. In zanimivo je, in to je zelo dobro, mogoče tudi, če boste daj pico jedli, vidite, da je tega likopena v svežem paradižniku bistveno manj, ko ga predelajo. To je primer sicer industrijske hrane, zdaj se to lahko tudi sami šok naredil, kečap, na primer, ampak vidite, koliko je tega likopena neprimerno več, tako da ljudje tudi tega ne vejo. Koliko je v resnici kečap, samo morate ukazati brez konzervacijo. Pa ne tisti kečap. Kečap. Kečap, samo brez konzervacijo. Ja, kečap, se Ali pa mezga, ne? Tu je mezga tudi, ja, mezga tudi. Ogromno ima. Tako da zgleda, no, bolj tak prikaz, da točno vidimo, koliko mikrogramov na gram teže, recimo, kakšne molekule, samo za ilustracijo, prosim, vidimo da. Profesor, kaj pa Koperju, ker so tam mali paradižnički, oni so tako dobri, ali tam isto to? Je, če so zreli, ja, So zreli, da vsaj paradižnika sploh je mogoče torej pojesti ogromno. Pri paradižniku ni kakšnih posebnih zadržkov, mislim, da bom o tem še zelo spregovoril. Tako zgleda, to gremo samo mi, to samo za vtis, da vidite molekule, ki jih dobimo, bla, 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 kako delujejo, tako zgledajo pač take študije, da ne bo kdo mislil, da je to kar nekaj na pamet govorimo. Oksidacija, to sem že večkrat povedal, to besedo. Oksidacija, ki poškoduje celice. Poškoduje. Zdaj ni pomembno niti, če si spomnite to besedo. Ne, v glavnem oksidacija je nekaj, kar je kar dobro imeti v mislih. Ja, to je ena molekula, to je samo za komunikacijo, za intermeco.
to je že intermezzo. Ne morate vedeti, ja, je, ampak ne morate vedeti, kaj to je, to je škodega, če ne veste. Tole bomo zdaj preskočili, ker nas to ne zanima, no tole nas pa zanima. To so spet samo za ilustracijo, vidite, takole v tej knjigi izgleda o posameznih molekulah gremo, ne? In to je recimo ena taka lutreolin, ki je, tako kar piše, kdaj so kaj dokazali, katera raziskava, bla, 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 in piše recimo, zakaj je dobra. No, naprimer, tale molekula, ki jo vidite, ko jo najdete, ki je flavonoid, pravi zelo pomemben flavonoid, najdete jo recimo v žitaricah. Najdete jo tudi v rastlinah, ki smo izdelali recimo v peteršilju, v rožmarinu, timijanu, to so začimbe, to so dodatki hrane, ne? To so tiste suplements, ki smo pregledali. In, vidite, to apigenin, veste, kje je apigenin, ki dobite? To je molekula, ki je zelo veliko v eni zelo skromni rastlinici, ki je polna tam raste, kot plevel. Kamilice. Za meni se zmeraj zelo smejijo, ko naročim čaj kamilice. Prav smejijo se mi ti. Kaj pa ti piješ kamiličen čaj? Ja, za koga pa? Med drugim zaradi tega. Apigenin, ja, je molekula, ki je v kamilicah zelo veliko. V peteršilju je tudi. V peteršilju je tudi. In, ja, in ima fenomenalne pozitivne učinke, tudi na možgane. Izjemne, izvrstne, skromna rastlina, ljudje so norce iz tega delajo, ampak veste, naši pradedki in prababice so tudi veliko pili, še krmilce, kakor hočete, ogromno. Skromna rastlina pač raste praktično povsod, kakor jo hočete je, vzamete, potrgate, posušite krmilčen čaj, košus, ampak spet, ne, danes pa mi bolj pametni kot naši pradedki. Torej, ima res, kot antioksidant, ima krasne. Ampak samo toliko za ilustracijo vam pokažemo, kako izgledajo rezultati. Raziskave tudi samo še en, da bomo pa nehali za danes, namreč še ena stvar je, s kateri se tudi včasih povečujejo, ker nekaj šanco stavljamo s sabo. Tukaj boste zeleni čas. No, nekaj ni več, ko sem razpravljal. Jaz pijem dnevno približno pol litra do 1 litra čaja. Zdaj pa sem navedel eno raziskavo. Kaj piše? Ne sem izmislil, ok? Torej, interes za japonski zeleni čaj, torej vrsto zelenega čaja, se je zelo povečala, oziroma se je razširil se je, dobesedno kot iskra, kot ogenj, kot požar, se je važno interes, se je zelo povečal, ko so naredili epidemiološke študije. Celo vrsto študij so naredili, študirali so, raziskovali so, in sicer je to naredilo Japonsko ministrstvo za zdravje. Japonci so rekli, da mi malo pogledati, kako je kaj s tem zelenim čajem, zlasti pri ljudeh, ki ga spijajo veliko. In so naredili raziskavo, ministrstvo je naročilo, to ni industrija. In znanstveniki so to naredili, epidemiološko študijo, in so ugotovili, da med ljudmi, ki spijajo veliko zelenega čaja, na japonskem seveda, da praktično zelo malo ljudi umre ali pa zboli zaradi raka. Zelo malo. In seveda so te študije spodbudile torej še druge, ker je se izkazalo, da očitno obstaja kar pomembna povezava med pitjem zelenega čaja in stopnjo obolelosti za rakom pri ljudeh, ki tega res veliko spijejo. Ali je potem po takih raziskavah, tukaj so vse reference navedene, daj, kdo, kjer ga leta, ministrstvo, vse, nič ne skrivamo, ne? Ali je po takih raziskavah res tako zelo čudno, če Dušan Rutar stalno pije zeleni čaj? Jaz mislim, da ni. Kaj ti, jaz mislim s tem... Je samo dobro od njega. Jaz mislim, ja, ker, a veste, znanost, s tem smo začeli, bomo zdaj tudi končali, znanost se ukvarja z zakonitostmi. Zakonitosti so pa take, da danes
držijo, ko jih enkrat odkrijejo, veljajo, jutri pa tudi. Pa pojutrišnjem v glavnem že zmeram, več drugačno bo. In če to drži za tele ljudi na Japonskem, Tudi za nas. tudi za nas velja. Torej, dragi moji,